Ja, najprej začnem s tem, da je bilo letos v kliničnem centru operiranih 86 otrok, od tega 18 v tujini in prav te dni prvič s čisto domačo ekipo. Kot vsi veste, je problem srčne kirurgije nastajal 15 let in po enem mesecu pa pol pogovorov dolgoročno vidim zadevo umeščeno, tako da bomo to delali z domačimi strokovnjaki. Klinični center ima kar nekaj tujih strokovnjakov, izšolati je pa treba domačo ekipo, kar pa seveda ne gre čez noč. Zato dr. Gregorič, zato sodelovanje z Hrvati, zato dogovori z tujimi državami, se pravi balkanskimi državami, ki so že dale pismo o nameri, da bi sodelovali z nami, če bomo seveda zagotovili program po sprejemljivih cenah. Bilo je nekaj zapletov, jaz načrtujem še en sestanek z kliničnim centrom in NSB-jem, na katerem si bomo povedali vse, kako mislimo to dolgoročno operativno postaviti. V vmesnem času so bile seveda počitnice, ni bilo možno se dogovarjati med inštitutom in kliničnim centrom, bilo je nekaj zapletov, klinični center je videl precej nevarnosti v predlogih nacionalnega inštituta in zdaj čas, da se seveda usedemo. Veseli me pa, da bo prišli do seje odbora, da si bomo končno lahko povedali vsi, kaj si mislimo. Mislim pa, da prilivanje olja na ogenj, tako kot se je danes zgodilo, nima prav nobenega smisla. V ospredju mora biti varnost otrok in seveda dolgoročnost tega programa in da znanje ostane v Sloveniji. Kratkoročna rešitev je čisto enostavna, ukinemo srčno kirurgijo in jo izvajamo na nekem tujem centru, vendar pa je trikrat dražja in pomeni dolgoročno okrnjene medicinske stroke, za kar so se strokovnjaki kliničnega centra odločili, da se ne bo zgodilo, tako da bo vložili vse napore, da bi tak center dolgoročno ostal pri nas.